berolivke, ki prihajajo recimo iz okolja, so zelo vezane na prehransko vedenje. Starost, katerega je tema tudi danes, se pravi razvojni vidiki, dimenzije, vpliv kulture, vpliv medijev, vpliv vzgoje, družine, izobrazbe, vse to, pravzaprav v vsakem tem kotičku se skrivajo raziskave, ki znova in znova odkrivajo ene take zanimive povezanosti in odkrivajo pravzaprav skrivnosti tega našega prehranskega vedenja. No, mi imamo tudi jaz imam tudi pač en predmet psihologija prehrane na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, ki obsega kar 75 ur skupaj z seminarji in vajami, in moram reči, da imajo ti študenti iz smeri živilstva in prehrane kar potem en tak lep pregled nad psihologijo prehranjevanja. Tako da so pa, bom rekla, ker niso psihologi, se mogoče moramo nekoliko z drugega zornega kota tudi posvetiti temu fenomenu. Ampak hočem povedati, da je to res taka obsežna zadeva, obsežen predmet. Zdaj pa, če začnemo mi z zdravim prehranjevanjem, pa si poglejmo te fotografije tukaj. A se vam zdi, recimo, kaj od tega bi lahko bilo zdravo? Pa si kar vklopite mikrofone ali pa čete ali karkoli. Recimo, vse je zdravo. Ta pomfri vam je zdrav? Ja, vprašanje, v kakšnem olju je narejen. Ok, dobro. Kaj pa jajce, to okrog tale mast, pa to vam je zdravo? Ja, kakšno olje je, Ok, dobro, zmenjeno. Evo, vidite, se pravi, olive so zdrave, pršut pravijo, da je zdrav, zdaj menzaste zadeve, spet bomo rekli, če so sveže, zakaj ne, in tako naprej, in tako naprej. Vedno se sprašujemo, a je to, kar mi jemo, na nek način zdravo prehranjevanje. Zdaj pa vidimo kultura, pravzaprav kako kultura tukaj vpliva tudi na naše prehranjevanje. Če pogledamo iz ne vem kakšnih inkovskih časov, recimo, kaj je bila lepota, ženska lepota, čim večja obilnost, na primer, v renesansi, tudi daleč od tega, recimo, kar bi rekli potem v 20. stoletju, konec 20. stoletja, ko so modeli nastopali, v bistvu anoreksični modeli, recimo v stari Grčiji, v Rimu, taka klena telesa, Lady Gaga oblečena v hrano, v surovo meso, recimo, in tako naprej. Se pravi, kultura in družba tudi vplivata na naše prehranjevanje. Kaj je zdaj lepše od teh dveh gospodovih trebuhov, kaj je bolj privlačno, ali nič od tega, ali je bolj privlačen ta, ne vem, kjer je Zeus ali kako. Skratka, hočemo to poudariti, da se prehranjevanje povezuje tudi seveda z samim videzom, s telesnim videzom. In zdaj, če gremo naprej, nekaj četov imamo, vidim, samo da taki tehnični v glavnem. Torej, zanimivo je, da tudi socialni dejavniki vplivajo na prehranjevanje. Recimo, tle na desni strani so narisane kokoši, ki jejo neko zrnje. To je že Bayer leta 1929, skoraj pred 100 leti, pokazal, da si te kokoši jedo v prisotnosti z lačnimi kokošmi. Torej, ljudje po tem vedenju nismo kaj dosti stran od vedenja kokošja. Tudi ljudje radi se prehranjujemo v družbi. Lepše nam je, boljše, bolj prijetno nam je biti v družbi in obedovati v družbi kot sami. Se pravi, se učimo tudi preko, oziroma se prehranjujemo v družbi. In res tudi naše raziskave kažejo, da mnogokrat jemo tudi takrat, ko nismo lačni, če je le dobra družba. No, tle prikazujem eno raziskavco, tako mini, v bistvu, kako so študenti, recimo tam na Biotehnični fakulteti, pa tudi tukaj na Filozofski fakulteti, kaj so oni označili, kaj radi jedo, pa česa ne marajo. Pa poglejmo, kaj radi jedo. Zelo so rekli pica, pomfri, čokolada, cvrtje, sladoled, palačinke, čips.
Ne marajo pa recimo solate, cvetače, brokolijev, jajčevcev, ohrovtov, polžev, dobro, žabih krakov, okej. Ampak če zdaj malo primerjamo ta dva seznama, kje je več, bomo rekli, zdrave hrane? Logično, tam, kjer tista, ki jo imajo najraje, je manj zdrava kot tista, ki jo ne marajo, In to je pač ta, bom rekla, ta naša usoda ali pa žalost tega našega 21. stoletja, Jaz bi mogoče te čete, ker me tlele vmes bom malo pogledala, Se pravi, hamburgerčki, pice, piškotki in take stvari, Vse to imamo pač radi, ker je dobro, Zdaj, če pogledamo recimo vse te razne raziskave, vse te preglednice, piramide, jih je kar nekaj, novejše, starejše, prenovljene, pravilne, manj pravilne in tako naprej. Piramide, ki nam jih oglaševalci pojasnjujejo. Pravzaprav je taka zmeda, v bistvu lahko prihaja, do nas. Vse pa lahko rečemo, kaj je pač tisto, kar je zdravo prehranjevanje. Tisto, ki je raznoliko, ki zadosti energijskim potrebam, ki je uravnoteženo, ki ima neko hranilno gostoto, skratka nek način prehranjevanja, ki človeku da toliko energije, koliko jo potrebuje, in ga oskrbi z vsemi makro- in mikrohranili. Okej, to je vse v redu, ampak nas pa zanima tudi ta vidik zdravega prehranjevanja, ki privede do psihičnega blagostanja, ki privede do čustvenega počutja in konec koncev čisto do tega bazičnega občutka ugodja, To nas kot psihologe tudi intrigira, Zdaj, če pogledamo, Inštitut za nutricionistiko je pred kratkim objavil recimo zdaj, koliko so ljudje v Sloveniji, pogosto nakupovali sveže sadje in zelenjavo pred epidemijo in po epidemiji COVID, in so ugotovili recimo, da so se pravzaprav veliko vedenj se je povečalo, recimo, če je prej 1% manj kot enkrat na 2 tedna kupoval sveže sadje, so ga zdaj 4%, recimo. Če jih je prej 26% kupovalo enkrat teden, jih zdaj 47% kupuje enkrat tedensko, Tako da to, bomo rekli, do neke mere je v redu, kar je šlo navzgor, ampak recimo to, vsaj dvakrat, kar je pa pogosto, 2 do 3-krat tedensko, 4 do 6-krat tedensko ali pa vsak dan, ta aspekt se je pa zmanjšal. Se pravi, nam to kaže, da tudi ta čas, v katerem sedaj živimo, je čas, kjer moramo biti majčkeno pozorni tudi na to uravnoteženo zdravo prehranjevanje in v bistvu to, kaj pojemo, No, še ena zadeva, ki je pa ta v bistvu SlowFit, iz Fakultete za šport, ki so objavili recimo raziskavo, so pa pokazali odstotek otrok, v bistvu, pri katerih je prišlo do porasta maščevja zdaj med pandemijo, podkožnega maščevja. In vidimo recimo, da te od 7 let pa nekje do največ recimo tam do 12 let, sploh 7-letniki, so zelo pod udarom, recimo kar se tiče v bistvu tega, da so pridobili maščevje, podkožno. Še najmanj mogoče tle pri dekletih v starosti 15 let, morda, ampak kljub vsemu, so ti odstotki kar, bom rekla, visoki, od 70% do 70% recimo porasta podkožnega maščevja. To pa ni kar tako malo. Se pravi, to je izziv, bom rekla, za vse generacije, tudi otroke pravzaprav. Kaj, v tem času covida, ko smo v tem času, v teh 8 skorajda mesecih ali kakorkoli. No,
Poleg tega bi pa zdaj, ko govorimo samo o tem, da nečesa preveč pojemo, bi pa rada spregovorila danes tudi o tem, kaj se dogaja v nas, z nami, skratka ti psihološki vidiki tudi tega, kadar premalo pojemo ali pa ne pojemo dovolj. Recimo, to so primeri, fenomeni, kot so znani neješčnost in pa izbirčnost. Zdaj v psihologiji, bom rekla, in tudi nutricionistiki, predvsem pa psihologiji, je neješčnost povezana z hitrositostjo, se pravi, oseba pač postane zelo hitrosita in ne more več jesti. Medtem ko pri izbirčnosti pa najdemo povezave z enolično hrano, z enoličnimi jedmi, se pravi, skozi jejo, ne vem, čips, makarone in tako naprej. Vse je pa povezano, seveda oboje pa z odklanjanjem hrane. In tudi to ni, bomo rekli, to zdravo prehranjevanje. Temu bi lahko rekli prikrite oblike nezdravega prehranjevanja. Neješčnost lahko izvira iz nekih, v preteklosti, da smo se z nečim okužili, da smo bili bolni zaradi zlorabe drog, pa tudi seveda psihične, in to nas zanima. Običajno je neješčnost povezana z enim temeljnim čustvom, ki mu pravijo nekateri, da sploh ni čustvo več, ampak ker je to globalno vsidrano v našo duševnost, da je neko psihofizično stanje, gnus. Gnus je pravzaprav povezan z odporom do hrane. Ponavadi imajo ta odpor do hrane, recimo mladostniki in odrasli, kadar imajo strah pred previsoko telesno težo. To se povezuje. In to samo po sebi je, vsaj za nekatere izmed nas, je kar dobro, da pazimo na svojo telesno težo. In to je samo dobro. Če pa seveda to preide v neke, bom rekla, da nas v neka preplavljanja, potem pa govorimo o potrebi po strokovni pomoči in morda pojavu nekih motenj hranjenja. No, in prav anoreksijo nervozo nekako raziskave povezujejo z to izrazito neješčnostjo in izrazitim prikritim občutkom gnusa. Izbirčnost pri odraslih je pa zelo malo raziskano področje. Jaz sem se, ko sem imela pač en prispevek za Slovensko društvo nutricionistov, v lanskem letu sem se majčkeno poglobila v to izbirčnost in pravzaprav v 20 letih skoraj, da je bilo v digitalni bazi PsycInfo samo 17 člankov o tem. Se pravi, če je za otroštvo ta izbirčnost kar dobro raziskana, pa nikakor ni za odrasle. Ta izbirčnost, v bistvu jo bomo našli, to sama po sebi, da povem, to ni motnja, se pa pojavlja v novem DSM-ju, v peticiji, kot kratica ARFID, se pravi Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, kot spremljevalka v bistvu to vrstne motnje hranjenja. Ampak danes naše srečanje ni namenjeno motnjam hranjenja, ampak zdravemu prehranjevanju. V bistvu sem toliko pač to povem. In tle vidimo en psiholog je ta, ki se v glavnem ukvarja s to izbirčnostjo, nek Ellis v bistvu. Še nekaj bi izpostavila, kar zdaj zelo prihaja v ospredje, ko psihologi in tudi sicer v medijih čedalje več te čuječnosti, govorimo, kako je to pozitivno vpliva na naše blagostanje, psihično in tako naprej. No in seveda, je nastala, so izumili tudi, bom rekla, pojem tako imenovanega čuječnostnega prehranjevanja, ki naj bi v bistvu spodbujalo zavestno in zdravo prehranjevanje. Jaz se mi je zdela zelo zanimiva ena raziskava v reviji Appetite, pa sem kar te glavne izsledke skušala, jih prikazujem tukaj na današnjem srečanju, kaj so pravzaprav ti raziskovalci, Stansus in drugi, želeli ugotoviti. Ugotavljali so, ali v bistvu nek čuječnostni trening, ki bazira tudi na odnosu do hrane, ki vpliva pravzaprav na to, da začnemo ljudje bolj zdravo jesti.
No, in so tukaj, recimo, to je bil en vprašalnik, prav ta čime, ima kratica v bistvu prav vprašalnik za merjanje čuječnostnega prehranjevanja, in so vedeli v bistvu, da je pri tej eksperimentalni skupini po tretmaju so vse dimenzije čuječnostnega prehranjevanja narasle, medtem ko pri kontrolni so pa ostale približno enake, Celotna v bistvu celotno, bom rekla to, mindful eating, čuječnostno prehranjevanje se je pa tudi v bistvu zvišalo, Tako da vidimo, da dejansko vpliva, Saj nimamo pač časa, ampak ta program je bil zelo tak intenziven, 8-tedenski, polovico se ga je nanašalo na splošno čuječnost, polovico pa potem na jedi, na hranjenje, prehranjevanje. No, mogoče še ena taka zanimiva, tudi nova zadeva, hrana za srečne misli, če lahko tako rečemo, ker so tudi takole avtorji naslovili v bistvu članek, Mantancic leta 17 in soavtorji, Food for Happy Thought v bistvu, kjer so pa raziskovali, če pravzaprav in prišli nekako do te ugotovitve, da glukoza pravzaprav varuje nekako to, da tako rečem, te učinke, ki so povezani z starostjo, ko gre za kognitivni spomin, da tako rečemo. In čisto na kratko, kaj bom povedala. Imeli so dve skupini, starejših pa mlajših ljudi, mlajši so črtkani, starejši so polni, ki so jim rekli, da naj zdaj v bistvu si morajo zapomniti neke besede, neke so bile čustvene, neke so bile nevtralno nabite besede, nekatere negativne in tako naprej. In so ugotavljali v bistvu, koliko so si zapomnili, In so videli recimo pri vseh pravzaprav, pri mladih je bilo so si večinoma zapomnili negativne stvari, negativne besede, nekaj pa tudi pozitivnih. Starejših je bilo drugače, so si tudi negativne, ampak so si v bistvu nekoliko več pozitivnih zapomnili. To je v bistvu potrjujejo avtorji s to hipotezo, da je pravzaprav z starostjo si bolj ohranjamo v spominu tiste pozitivne vidike življenja, dojemanja sveta, je naš spomin bolj pozitivno prežet, kot v mlajšem obdobju, ko imamo še polno nekih skrbi. No, zdaj pa tako, gledajte, recimo, enkrat so jim dali za piti eno pijačo, ki je vsebovala placebo, oziroma nič ni bilo, kozarec vode, v drugem primeru so jim dali pa glukozo, se pravi neko sladkano pijačo. In kaj se je zgodilo? Ta trend se je pri vseh samo še ojačal. To je bilo pri temu single taskingu, se pravi pri enoopravilnosti, kjer so imeli samo to nalogo. Kaj pa pri več opravilnosti? Pri več opravilnostih se pa pri odraslih, ki je dosti mlajših ne spremeni, se pa bistveno spremeni pri starejših. Ko so bili dani v okolje, kjer so mogli več stvari nekako naenkrat opraviti, vmes pa tudi to si zapomniti, te besede, pozitivne, negativne in tako naprej, so bili torej pod nekakšnim stresom, se jim je kaj zgodilo, pravzaprav odrasli, ko so uživali placebo, se je bistveno znižala spomin, zapomnitev vseh besed, najmanj so si pa zapomnili pozitivnih besed, več so si zapomnili negativnih. Drugače je pa bilo, ko so uživali pijačo z glukozo, neko sladko pijačo, so si pa v bistvu zapomnili več pozitivnih kot negativnih besed. Torej, ko govorimo o zdravju, o zdravem prehranjevanju in tako naprej, nam take raziskave pokažejo, da niso vse tiste jedi, ki veljajo v splošnem kot za nezdrave, recimo, kot so tudi sem pa tja kakšna sladka pijača, kakšen keks sladek, kakšen košček tortice in tako naprej, da niso vse samo take, ki jih moramo
pač odstraniti. Ne. Zdaj pa mogoče čisto za konec še par stvari. Jaz bi vam rekla takole, prazniki prihajajo, jejmo z glavo tudi med prihajajočimi prazniki, privoščimo si purana, tortice, kolačke in tako naprej, ampak z glavo. To, hvala za pozornost, bom rekla, dober tek v nadaljevanju. Zdaj pa, kot vidite, tle že potem, ko predam spet besedo kolegici Evi, nas pa čakajo jabolka, jogurti, namazi in rozine. Hvala lepa. Eva, priklopi mikrofon. Hvala, Darja. Kolegica Darja je napovedala, da bo njeno predavanje trajalo 30 minut in lahko vidite in ji zaploskamo ne samo za vsebino, tudi za time management, kako ga obvlada. Bravo, Darja. Hvala. Dala si nam kar veliko stvari misliti. A pol starejši, ko smo, več rabimo sladkih stvari, ali lahko pol tako zaključimo, Darja? Ja, zaključki so, bom rekla, so tako, kakor ste sami pravzaprav naredimo zaključek, tak naj bo, bi rekla. Prav gotovo, ja, mislim, samo sladko tudi v pozni odraslosti ne škoduje tako zelo, kot so mislili, dolgo časa. Zlasti, ko gre za spomin, ko gre za dobro počutje in tako naprej. Ja, sladko pravi gospa Sanela Ksela je tudi v bistvu sadje. Res, ja, tudi sadje bi pravzaprav lahko imelo enak učinek. Tam so jim pač dali neko sladkan čaj in tako dalje. Ampak ja. Povejte, gospod Vojko. Ja, tukaj bi verjetno treba tu upoštevati malo nevrofiziologijo, da možgani so zelo rabijo sladko in morda starejši možgani še bolj kot mlajši možgani. In vprašanje te interakcije med nevrofiziologijo pa občutki, pa kako deluje na spomin. Zanimivo je pač to, da si zapomnimo bolj pozitivne kot negativne besede. Ja, in tukaj je kolegica Kobal Grumova vsekakor pokazala, kako pomembno je poznati, slediti znanosti. Kako se moramo naslanjati na znanstvena spoznanja, ker včasih, tudi morda, če gremo na primer današnjega časa, kjer bivamo, koliko lažnih informacij ali pa nekih novic imamo in koliko nam znanost pravzaprav lahko pomaga pri nekih načrtovanju, nekih naših zdravih, tudi prehrambenih navad. Darja, hvala lepa. Z veseljem, hvala. Predajam besedo kolegici Ani Podlesek. Anja, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa. Jaz bi mogoče za začetek pred odmorom še par stvari povedala, iz česa pravzaprav bo izhajalo to, kar bomo delali. Na oddelku za psihologijo smo v letih od 2011 do 2014 sodelovali v enem čezmejnem projektu. Sodelovali smo z Univerzo v Trstu in z več slovenskimi in italijanskimi partnerji v enem projektu, ki se je imenoval na kratko Peska, po italijansko. Šlo pa je za projekt o vzgoji za zdravo prehrano. V tem projektu smo poskušali otrokom priljubiti tradicionalne jedi iz tega čezmejnega območja. Recimo želeli smo, da bi spet začeli z večjim veseljem jesti joto, bučno juho, potem majdovo kašo z jabolki pečenimi, kaj je še bilo, pa mislim, da je bila telečja obara. Skratka, neke take jedi, za katere so v šolah kuharice poročale, da se velikokrat vračajo na pladnjih nazaj. In namen tega projekta je skratka bil nekako poskušati pri otrocih doseči neko ozaveščenost, kaj je zdrava hrana in da je lahko zdrava in tradicionalna hrana tudi dobra. Ker točno to se je zgodilo, kot je Darja predstavila na začetku, ko se otroke vpraša, kaj imate radi, so to ponovadi pomfri, pa hamburger, pa seveda vse sladkarije.
Ko pa pride do kakšne take tradicionalne hrane, pa ne, to ni to, ne. Skratka, mi smo potem v projektu zato, da smo poskušali pri otrocih doseči neko večje sprejemanje takih tradicionalnih jedi, uporabili tako imenovano senzorno edukacijo. To je način, kjer s takimi igrami poskušamo pri otrocih doseči, da bi v večji meri začeli sprejemati hrano, potem ko jo poskušamo med uživanjem spoznavati tako z vsakim čutom posebej. In to bomo v nadaljevanju delali, ne. Skratka, posvečali se bomo vsem čutom, ki sodelujejo pri prehranjevanju. Pri prehranjevanju sodeluje 5 čutov, se pravi vid, sluh, tip, voh in okus, ne. Se pravi, ne gre samo za okušanje, ampak gre za celostno dojemanje hrane. In v bistvu bomo ta senzorna edukacija je sestavljena tako iz več različnih delavnic. Mi, ker smo tukajle, se mi zdi, sami odrasli, bomo šli na najtežjo, na tisto, ne, na najvišji ravni in bomo delali vodeno primerjalno degustacijo. Zato smo vas tudi prosili, da pripravite 3 vrste istega živila ali pa iste jedi, zato da bomo lahko primerjavo izvajali. Zdaj bi pa jaz poskusila malo deliti svoj zaslon, če mi bo uspelo. Takole. Ja. Pa bi vas prosila, zdaj bomo med odmorom vas poslali v kuhinjo po različne stvari, verjetno imate hrano, ne, živila že pripravljena. Potrebovali bomo pa še par drugih zadev, no. Prva stvar, rekli smo, ne, lahko pripravite torej eno od 4 možnosti. Se pravi, če imate pripravljene vrste jabolk, 3 različne vrste jabolk, potem bi bilo fino, da v nadaljevanju nekako poskrbite, da jih boste lahko narezali na takele tanjše koščke, se pravi, bi potrebovali še nož, no. Lahko pa tudi jih že kar naprej narežete, če ne bojo preveč zoksidirale v času, ko bomo izvajali primerjalno degustacijo. Če imate pripravljene rozine, 3 vrečke rozin, potem rabite škarje, da boste te vrečke prerezali, ker če jih boste vlekli narazen, se zna zgoditi, da se bo vrečka dobro raztrgala, to se velikokrat zgodi. Če boste delali s 3 sadnimi jogurti, potem boste potrebovali 3 žličke, 3 ločene, 3 različne žličke, za vsak jogurt eno. Če boste delali s 3 sirnimi namazi, pa potrebujete 3 različne nože za mazati te sirne namaze. Lahko jih sirne namaze okušate brez kruha, če pa želite, ne, bi si pa pripravili zdajle v odmoru tudi neke tanjše kose kruha, zato da boste namazali to na ta kruh. Bi pa priporočala, da je ta kruh čim bolj nevtralen, da nima nekih semen, ker bo mogoče potem pri okušanju prevladovalo tisto, kar je v kruhu, se moramo skoncentrirati na sirne namaze. Potem bi vas pa prosila, če lahko torej poleg teh ključnih potrebščin pripravite še papir in pisalo. Ni treba pravzaprav, da imate papir, lahko tudi kakšen prtiček, tako tisto brisačko kuhinjsko si pripravite, ampak želela bi, da tako kot je tukajle prikazano, da si na papir brisačko zapišete številke 1, 2 in 3, da boste vedeli, kaj je 1, katero živilo je številka 1, katero je 2 in katero je 3. Lahko tudi recimo, če boste delali z jogurti, napišete s flomastrom na lončke te številke, skratka nekako moramo označiti, katero živilo bo imelo katero številko. In potem bi vas prosila še, da si pripravite en velik kozarec vode, ker si bomo vmes med okušanjem različnih živil malo splakovali usta. Če se vam zdi, da vam ne paše zdajle voda, mogoče pripravite še neki plovalnik, neko posodico, da boste lahko to vodo potem ven pljunili. Tisti, ki so enologi, vejo, kaj je to plovalnik, pa ga verjetno imajo tudi doma.
Pa mogoče bi potrebovali še en prtiček, nekaj, kamor boste lahko prste brisali, če bomo to hrano kaj prijemali, pa če je kaj pocast ali kaj takega, no. Tako. Upam, da je vse jasno, če ni pa hitro postavite vprašanja, da zadeve razčistimo, preden šibamo na odmor. Bi si vzeli mogoče, da boste lahko vse nabrali, odmor nekih 5 minut, v kolikor ni kakšnih vprašanj, no. Da pa ne vem, če jaz na chat ne vidim, tako da boste mogli, če je kaj, vprašati kar na glas. Ja, Anja, omenila si zvok. Od kje nam hrana govori, oziroma od kje, kako je zdaj zvok in hrani zvok, ne? Ako jemo ali sicer? Na različne načine lahko od hrane zvok pridobivamo, ko jemo, ko jo pripravljamo, tako da mislim, da se bomo osredotočili na tisti zvok, ki nastaja, ko hrano žvečemo, grizemo in tako naprej. Ja. Dobro. Lahko so drugi namazi, glejte, lahko važno je, da imamo 3 primerljive stvari pred sabo, da ne primerjamo jogurta z juho pa ne z rozino, tako. Ja. Jaz sem tukaj pomislila, morda 3 marmelade, če imate različne okuse doma, ne, je tudi lahko varianta, če nimate ravno kar, da ne boste šibali zdajle v trgovino v teh 5 minutah, prosim. Okay. Super, potem se pa hvala, Anja, pa se vidimo ob 17:43. Anja nam je dala 5 minut, da se pripravimo in opremimo za domač eksperiment. Okay. Anja, občutek imam, da so že pritekli iz kuhinje, da so prtički že razgrnjeni, da so že 3 sestavine lepo razporejene, da so številke že napisane, žličke že pripravljene. Si pa optimistična, ne vem, misliš, da gre res tako hitro? Upam, da se nihče ni spotaknil na poti kuhinje do računalnika, prosim, ne. No, glavnem, če bi kdo imel še težavo, ni kar hitro zatulj, da bomo malo že počakali. Zgleda, da res, no, da so vsi pripravljeni. Okay. V redu. To se pravi, no, še enkrat, ne vem, koliko se bo videlo, sem si pripravila zdaj na tem listu novice, no, skratka 1, 2, 3 imam napisano, to upam, da ste si pripravili, pa postavite vsako stvar pod ustrezno številko, poljubno, kot želite, ne. Jaz sem se odločila za mlečne namaze, zaradi tega, ker nisem še tega nikoli z njimi delala, pa me zanima, kaj bo nastalo. Pa sem zbrala, evo, imam Filadelfijo, se ne vem, če smem reklamo delati, ne, to bo moja enka. Potem imam namaz, zelišče, v bistvu 3 zeliščne namaže, no, sem si pripravila, pa abici. Eto, takole. Anja, je to zdrava hrana? Upam. Darja, je zdrava hrana? Ne vem. Je? Dobro, okej. V redu. Zdaj pa, ko ste to naredili, bi vam v chat nalepila eno povezavo in upam, da nam bo uspelo vse hkrati uporabljati, da se bo dalo gledati malo predstavitev in tudi uporabljati tole, kar boste zdaj dobili v chatu, no. Skratka, želela bi, da poskusite se priklopiti na tole datoteko, ker bomo namreč tukaj noter pisali, kaj občutimo. Gre za eno tako spletno preglednico. Da vidim, če bo šlo. Se priklapljate, odlično. Zdaj pa tudi, no, bi prosila, glejte spodaj, če si boste tole zdaj nekako raztegnili čez zaslon, se bo spodaj videlo, čisto na dnu, se bo videlo izpisano jabolka, rozine, jogurti, sirni namazi, ne. Imamo 4 zavihke v tej datoteki in
postavite v ti zavihek, ki vam pripada. Recimo, jaz bom šla med sirne namaze. Potem si pa zberite eno vrstico poljubno, pa napišite vanjo svojo šifro, nekaj si izmislite, lahko se tudi podpišete z imenom in priimkom, ni nobenega problema, lahko ste pa sončki, meglice, oblački, karkoli želite. To, da se boste najdeli, katera vrstica je vaša. Bomo tudi videli, kdo je kaj pripravil. Če imate pa nekaj drugega, rekli ste namaze, marmelade, v redu, pa se zapišite pod namaze, nič hudega ne bo. Potem bi pa tudi zapisali, kaj ocenjujete, kaj boste pokušali, se pravi, kaj imate pod številko 1, kaj pod številko 2, kaj pod številko 3. Da vidim, če ima kdo rozine. Bolj prazno je tole, niso bile aktualne. Morda pa bojo. Pri jabolkih upam, da veste, katere vrste so, drugače pa sam napišite, ne vem, rdeč, rumen, zelen. Anja, a te 3 vrste pišemo v isti vrstici kot šifro? Ja, vse boste pisali, če boste uporabljali tele zapise, skratka vse v isto vrsto. Ena vrsta je vaša, pri tisti šifri in nič drugega. Druge vrste bojo pa drugi pisali. Pa tudi takole risati, mogoče rajš ne, nič hudega, če bo kdo kaj narisal, ampak ja. Včasih majčkeno se postane komplicirano, ker ljudje imamo zelo veliko idej, kaj bi se dalo narediti v taki datoteki in potem kaj se zbriše, ampak nič hudega. Jaz upam, da nam bo uspelo. Jaz bom pa kar napisala tukaj v prvo. Vam je uspelo? Jogurti so očitno ena taka bolj enostavna varianta. Vidim, da ima veliko prisotnih jogurte, rezinc pa prav zelo veliko ni. No, jaz z našimi študenti poskušam na začetku pri enem predmetu, zato da jim povem, s čim se bomo pri predmetu ukvarjali, pa ne gre za zdravo prehranjevanje, ampak gre za en predmet, pri katerem se ukvarjamo z merjenjem občutkov. Uporabimo 3 vrste rezin in so prav zanimive ugotovitve. A vam je uspelo v tale Excel? Ja, jaz tukaj veselo razlagam, Eva mi je pravkar napisala to, da vem, da ne vidite Excelove tabele, ampak verjetno jo imate pred sabo. Če se bo pa kaj zakompliciralo, pa lahko svoje odgovore pišete tudi na list, važno je, da jih nekje imate, da boste lahko stvari spremljali. Ok. No, skratka, mi bomo zdaj izvajali primerjalno degustacijo. To je eden od načinov, ki jih lahko uporabljamo za tako imenovano čuječnostno prehranjevanje, to, o čemer smo danes že slišali. Je pa senzorna edukacija, te igre, o katerih sem govorila, so namenjene pravzaprav otrokom od 4 do 12 let. Potem se mogoče kakšnemu najstniku zdi tudi malo otročje, s takimi stvarmi se ukvarja, tako da verjetno potem pri uporabnosti senzorne edukacije malo premora, ampak odrasli pa tudi kar uživajo v njej. Torej, ključno je, da ozaveščamo, kaj občutimo pri zaužívanju posameznega živila ali pa jedi in da poskušamo tudi opisati, kaj doživljamo. Tako da mi se bomo zdaj srečevali z eno množico različnih pridevnikov, jaz vam bom malo pomagala, primerne opise izbrati, ampak oziroma vam jih bom ponudila, če boste pa zelo ustvarjalni, pa boste tudi sami pogruntali kakšen opisnik tega, kar občutite, pa tega opisnika ne bo na seznamu, ni noben problem, super. Skratka, poskušamo se senzorno opismeniti, rečemo. Cilj tega je, da se naučimo bolj uživati v prehranjevanju, da vidimo, kakšne lastnosti vse ima posamezno živilo in včasih nas tudi kaj tako zelo preseneti. Pri otrocih pa pravzaprav s tem želimo odpraviti predsodke, ker velikokrat ko jih vprašamo, česa ne marajo, pa kaj marajo,
ne, bojo hitro navedli, ko jih poprašamo, zakaj je tako, pa ne znajo kaj prav preveč povedati. A ne. In recimo, a ne, če bi otroka vprašali, zakaj ne maraš solate, kaj mislite, da bi rekel? Kaj tipičen otrok reče? Kakšna ideja? Ker je zelena. Ni dobra. To je že zelo dobro, Eva, če bo rekel to. Ja, v resnici reče, ker za nič, ni dobra. To, ne? In potem se neha, v bistvu zelo težko povejo kaj več, ne? Ker je za nič ponavadi rečejo. Ja. No, tako da ne, s tem, ko jih pa naučimo uporabljati različne pridevnike, da opisujejo svoje občutke, se pa potem malo odpre to njihovo opazovanje različnih vidikov hrane in postanejo tudi bolj sprejemljivi. No, to so pač znanstveniki trdili. Tako, no, zdaj pa bi kar začeli z prvim čutom. In to je tisti čut, ki v resnici tudi največkrat prispeva pri našem zaznavanju okolja okrog nas, in to je vid. Vid je tudi pri hrani silno pomemben, ker nam morda sporoča, ne, da je s hrano kaj narobe. Ne. In če bi morali zdaj tukaj oceniti, katere so pa tiste barve, ki vam malo odpora povzročajo, kaj bi rekli? Modra. Modra, ne? Modra je ena taka barva, ja, ki je zelo ni pogosta v živilih. Seveda zdaj novi sladoledi pa lizike in take stvari malo blažijo, ta odpor, ampak ja, dejansko je pa v naravi, ne srečamo velikokrat. Ti modri odtenki so problematični, ja? Aha. Kaj pa črna? Ja, črna, zdaj tako, ne, pri hamburgerjih zadnje čase boste takole črne lepinje tudi že videli, ne, tako, ampak tale sir pa mogoče malo neugodno izgleda, ne. Črna ravno tako, se pravi, te barve sugerirajo, v resnici sporočajo, velikokrat imajo pokvarjena živila tako barvo, ne, tako da to malo s sabo potegne potem tudi naš odpor. S tem, da raziskave ugotavljajo, da to ni nekaj, kar je priučeno, ampak da gre za nek vrojen odpor do take vrste hrane. Ja, tudi mogoče tole, tale jabolka. Bi izbrali, katero bi bilo tisto, ki ga ne bi poskusili? Ja, plavo sigurno. Tudi ne, plavo. Tole rjavo je že malo sumljivo, ampak ja. No, Anja, še eno vprašanje. Kaj pa barvno slepih, kaj pa tam? Dobro vprašanje, to pa ne bi vedela. Verjetno se naučijo iz različnih svetlosti ocenjevati, ampak ja, imajo verjetno tukaj pa primanjkljaje, ne, pri tem, da bi vid preveč vplival na njihovo izbiro hrane ali pa zavračanje neke hrane. Ja, dobro vprašanje. Bi bilo treba vprašati koga, ki je barvno slepa, vendarle tudi. Verjetno gre za razlike v tem, katere barve so odsotne v zaznavanju. Morda še en komentar na to barvni vid. Barvni vid se zmeraj nekako bolj gleda z izbiro prave hrane. Recimo, če gledaš evolucijsko, zakaj smo razvili barvni vid, da vemo, kdaj je sadež zrel in kdaj je prava sezona. Ne samo v sezoni, ampak kateri je tista jabolka na drevesu, ki izgleda, ki imate pravo barvo, in to velja za celotno večino živalskega sveta. Ja, tako je, ne. Se pravi, barva nam kaže na nek način zrelost, ne. Zrelost hrane, ja. Ni pa samo barva tisto, kar je pomembno. Včasih je tudi velikost hrane sama po sebi zelo pomembna. Recimo, tukaj na tej sliki vidimo, da morda to, ali bomo nekaj se odločili pojesti ali ne, na to lahko vpliva tudi zaznana količina hrane in priporočajo pri hujšanju, da uporabite katero varianto. Manjše ali večje krožnike? Večje, ne, manjše. Manjše, ne, zato, ker imate občutek, da boste pojedli več, ja, tako. No, vid. Torej, poskušajmo zdaj tele naše 3 jedi najprej zelo, zelo natančno si ogledati.
pa najprej kar od daleč, ne, bolj od daleč, potem pa tudi zelo od blizu. Skratka, ko boste opazovali posamezno živilo, boste morda osredotočeni na njegovo barvo, in tudi na svetlost. Uporabite lahko vsa imena barv, ki jih poznate, lahko tudi s kakšnimi detajli, ne, svetlo, ne vem, bež, ne vem kakšen, skratka, boste ustvarjalni. Potem bomo osredotočeni na obliko. Lahko uporabljate pridevnike za razne geometrijske oblike. Tukaj so zdaj skratka ti pridevniki izpisani. Lahko opisujete velikost, če bo relevantno, a ne, velikost tega živila pred vami, njegovo teksturo, se pravi površino, kakšna je, homogena, pikasta, ne, skratka poskusite opisati vaše živilo tudi glede tega. In potem mogoče še usmerjenost, če pride v poštev, verjetno ne bojo vsi pridevniki prišli v poštev, skratka zberite za vaše živilo tistega, ki je primerno. Včasih lahko uporabimo tudi tako opis posameznih delov glede na celoto, se pravi, ne vem, opisujemo mali zeleni koščki v večjem zelenem, karkoli že, ne. Tako, zdaj bi prosila, da se res na vsako živilo posebej osredotočite, pozabila sem pa nekaj povedati, nikoli prehtevati, se pravi, zdajle bomo gledali, nič še ne bomo okušali, ne, gremo po vrsti. Se pravi, opišite zdaj, poskusite opisati ta vaša živila v tisto razpredelnico na spletu, ne, ki ste jo nekateri lahko uporabljali, nekateri pa pač ne. Tisti, ki ne morete, pa zapišite to na papir. Pa kar po vrsti, ne, začnemo z 1, z živilom 1. In ga dobro poglejte, pa poskusite kaj zapisati. Daš na zaslon tiste klasifikatorje. A zdaj vi vidite mojo kaj vidite, razpredelnico, ali kaj ste videli? Ne, nič ne vidimo. Samo sivino vidimo, Anja. Zdaj je dobro. PowerPoint pa vidimo. Ne, je bilo dobro en moment. Spletne strani ne vidimo, vidimo pa PowerPoint. Ja. A vi to zdaj, ko sem govorila, sploh niste videli tele predevnikov? Ste videli to, ko sem govorila? Tudi ne, ja, pa se popravičujem. Zdaj je dobro. No, o tem sem govorila, ja. Torej, tukaj so navedenih nekaj predevnikov. Lahko ste pa, kot sem rekla, tudi ustvarjalni in poščete še kakšnega svojega, a ne. Tukaj medtem, ko bodo drugi reševali, jaz vedno občudujem vinarje, enologe, kako znajo opisati barvo vina, ki vzamejo vse belo ali pa vse rdeče vino in kako znajo opisati, kakšno bogastvo pridevnikov in primerjav in metafor znajo samo v barvi vina prepoznati. Tako da od njih se tudi kaj za naučiti. Ja, se pa ljudje iz tega prav trenirajo, ne. To ni zelo enostavno. In tudi obvladajo uporabo teh pridevnikov, poznajo ta pravi pridevnike. Tole, kar bomo mi zdaj delali, je malo blefa, ne, tako. Ampak, ne, recimo na biotehniški fakulteti mislim, da prav študente učijo, ne vem, zdaj pri katerem predmetu žal tega, ampak jih prav učijo uporabe ustreznih pridevnikov. Če sem prav informirana, no. Jaz imam vprašanje to zadevno, Eva, kolikrat ti lahko osebno zaznaš vse tiste pridevnike, ki jih enolog pripoveduje, da diši po borovnicah, pa po kostanju, pa po ne vem čem, in tako naprej. Jaz pijem vino, pa redko kdaj zavonjam tisto, kar ti gospodje opisujejo. Jaz, ko pijem vino, ne okušam najprej nič razen alkohola. Ko jim pa enolog razloži, da je noter okus marelice in suhega lesa, hrastovega lesa in ne vem česa vse, pa potem kar naenkrat se mi cel spekter odpre z njihovo pomočjo. Tako da danes smo na začetku in Anja nam bo dala eno čudovito, tudi morda enološko osnovo, kjer lahko ne bomo blefirali, ampak smo začetniki in se učimo. In po današnjem večeru mislim, da bomo lahko strokovnjaki, začetniki. Mogoče še nekaj povem, ne, če še vidite tele pridevnike, poskušate pa ne uporabiti nekih primerjav z nekimi predmeti, v smislu,
ne, podobno je snegu. Temu se pa izogibamo. Skratka, poskušamo se osredotočiti res na občutke, na njihove lastnosti, ne jih interpretirati z nekimi stvarmi, ki jih poznamo. Pa tudi ni treba, da ste prav leposlovno korektni, samo da poskušate opisati. Zdaj vidim, glede na količino pridevnikov, očitno me že nekaj izkušenj s tem. Jih malo več uporabljam. Ste? Bravo, smo zvedeli, pri katerem predmetu, senzorika živil. Tadeja povedala na Biotehniški fakulteti, kje to delajo. No, mogoče bi si pomagali zdaj, če boste videli, če boste participants kliknili, imate takele zelen krogec yes, pa rdeč krogec no, pa tako naprej. Mogoče tisti, ki je že, lahko klikne gumbek zelen yes, da bomo vedeli, da smo zaključili s tem delom. A vam gre? Najbolj grožen je pa na Zoomu, ker potem vse tiho. Tako da, če te mikrofone priklopili, ne bo nič škodilo, da bo bolj izmenjevalno glede informacij. So tiste gumbe, da smo končali na tej spletni strani? Participants, če boš participants pri Zoom komandah. A tam, da kliknil, da sem končal? Tam imaš pri participants je tak zelen gumbek, zelena puščica, yes. Saj to, da okvirno vidimo, kje smo. Kje pa streli je to? Danes vas bomo še s tehnologijo obremenili, tak multitasking. Špela je rekla, da torej treba je te arome v vinu natrenirati, ljudje se tudi, razni ocenjevalci, se zelo naučijo razlikovati, v bistvu si izostrijo to sposobnost, možnost razlikovanja znotraj posameznih lastnosti. To se da vse naučiti, temu se reče zaznavno učenje. Ne vsi, ampak nekateri pa lahko to dobro natrenirajo. V končni fazi je to izredno subjektivno. V končni fazi je izredno subjektivno. A misliš oceno vin? Ja, seveda, ja. Predlagam, Anja, da gremo počasi. Gremo naprej. No, pejmo. Več kot polovica je zdaj že izpolnila. Dobro. No, zdaj bi pa sledil voh. Se pravi, to je pa en čut, s katerim verjetno se marsikdaj spomnite kakšnih vonjev iz svojega otroštva. To je en tak zelo primaren čut, ki nam zelo ostane v spominu.
No in če bi malo pogledali, kaj so pa pridevniki, ki jih lahko uporabimo za opisovanje vonjev, to so spet samo ene od možnosti. Zdaj bi spet se premaknili torej na zeleni del, pa spet vsak za posamezno živilo poskuša poiskati pridevnike, ki bi opisovali vonj posameznega živila. Jaz imam čisto preveč stvari tukaj. Ja, kar velikih je, ja. A je to tudi triaža za COVID simptomatologijo? Ja, zdaj je tole zelo aktualno, ja, res je. Opa. Začnete lahko, v resnici lahko tudi opazujete, kako intenziven vonj je, kakšno vrsto ima, je prijeten ali neprijeten, tudi kako v končni fazi, koliko vztraja vonj, ko se odmaknete. Ta občutek vztraja, zelo hitro mine. Kako vam gre? Je bilo kaj težje? Lažje kot vid. Lažje kot vid. Okej. Z več pridevniki ali z manj pridevniki? Vojko, je bilo bolj, si več pridevnikov našel? Ja, jaz sem napravil napako, ker imam vse 3 jogurte od iste firme, ampak 3 različne sadne. V redu. Na sej. Kako je? Ste uspeli? Je bilo lažje? Jaz sem slišala, da lažje. Okej. Lažje. Jaz imam marmelade in mi zelo diši vse skupaj, malo je težko ločiti, kateri vonj pripada kateri. Ja. In komaj čakam, da prijem do okusa. Saj se že malo nabira, ne? V redu. Se že slinimo. Se že slinimo počas, ja. A se to čisto avtomatsko? Ja. Dobro, no pa pojmo naprej. Gremo zdaj na sluh.
Hrano lahko poslušamo takrat, ko jo pripravljamo, ne. Pa zvoki iz kuhinje so doskrat tisti, ki nam tudi ne sprožijo slino v ustih. Ljubljence poslušamo in tako naprej. Lahko pa tudi hrano slišimo, torej vmes, ko se pripravljamo, da jo bomo zaužili, morda ropota, poka ali kaj takega, predvsem pa potem v ustih. Tako da zdaj bomo poskusili obe varianti. Čeprav verjetno ta v zvezi s pripravo ne bo prav glasna. Nimamo takih živil. Če bi pa imeli recimo kakšne krekerje ali kaj takega pred sabo, bi se pa dali kar kaj poslušati. Če bom slišal zvok od jogurta, bom moral iti na psihiatrični pregled. Ja, v redu. Pa zdaj bomo pa vzeli torej nož ali žličko, karkoli imate in hrano. Čakaj, Anja, še imam vprašanje. A obstajajo sinestezije, recimo s hrano, recimo, da nekdo tam nekje menjava različne občutke, da lahko res kdo sliši hrano s tem, da se barva ali pa vonj zamenja v zvok. Verjetno tudi kaj takega obstaja. Ne vem zdaj, da se prav recimo človek spomne prav konkretnega vonja ali česarkoli hrane, ampak ja, sinestezije so verjetno tudi na tem področju prisotne, si mislim. Dobro je. Prvič bomo dali hrano v usta, ampak zdaj se ne bomo osredotočili na okus, osredotočili se bomo na to, kaj slišimo. Morda ne bo veliko za slišati, ampak mogoče bomo. Tisti, ki imate rozine in jabolka, boste verjetno imeli več za povedati. Malo gledam pri jabolkih, se kar dogaja. Pa tudi pri rozinah imate kar kaj za napisati. Okej. Jogurti so aktivni. Nasploh. Smo zaključili? Gremo lahko naprej. Naslednja stvar, naslednji čut, na katerega se bomo osredotočili, bo pa tip oziroma dotik. Šli bomo malo zdajle najprej razmišljati o tem, kje pa sploh lahko občutimo hrano vse. Tale homunculus tukajle nam pokaže, nas malo spomni na to, kako so v možganih reprezentirane v somatozenzorni skorji posamezni deli telesa, se pravi posamezni tisti deli, ki nam omogočajo pridobivati tole informacijo iz tipa. In nam ne pomaga zdajle tole ugotoviti, s čim vse lahko tipamo. S prsti. S prsti, ja, res je.
To je ne tak najbolj pogost odgovor, seveda. Ja. Lahko tipamo hrano, ne, se dotikamo hrane še s čim. Z marsičem. No, s čim? Z usti, z jezikom. Ja, z ustnicami, z jezikom. Ja. Ne, v bistvu je cela ustna votlina občutljiva, ne, zelo na teksturo hrane in to se pravi na različne vrste občutkov. Lahko bi rekli, da lahko uporabljamo torej pridevnike, ki opisujejo ta dotik s hrano. So seveda tukaj zelo raznoliki, morda tudi ne pridejo vsi zopet upoštev pri določenih vrstah hrane. Ni pa sama to občutenje teksture, vse, kar lahko pravzaprav ocenjujemo s temi čutnicami, ne, somotosenzornimi. Lahko tudi temperaturo hrane presojamo s temperaturnimi čutnicami. Lahko pa tudi presojamo to, koliko napora moramo v naših ustih izvesti ali pa ne vem, s prsti, koliko se moramo naprizeti, da hrano dobro občutimo in skratka, da te proprioceptivni občutki, da pridejo do izraza, ne. To se pravi, različni vidiki dotika in tipa prihajajo torej v poštev. Poskusite skozi te raznolike vidike oceniti tudi zdaj, kaj bi rekli okrog teh vaših 3 živil. Pa bi začeli morda kar s prsti, zato sem rekla prej, da potrebujemo prtičke za določena živila in bomo potem pa nadaljevali s tem, kar pa občutite v ustih, ne. Anja, a bi bilo morda bolje, da zapremo oči, ko te stvari delamo? Verjetno bi bilo fino, ja. Da si ne pomagamo, ker v resnici potem dvojno z dvema čutiloma hkrati ocenjujemo. Ja, bi bilo fino, ja. Okej, dajmo poskusiti. A ste kdaj jogurte prijemali s prsti? Do zdaj? Kako bomo prijemali jogurt s prsti, no, lepo prosim. Zakaj ne? Ja, gremo v otroški vrtec. Ja, glej, tudi tako se hrano doživlja. Ja, to je res. Z nosom, Monika pravi, tudi lahko, ne, se z nosom dotaknemo. Mi smo enkrat z otroki delali z 3 različnimi vrsti namazov čokoladnih in so na neki točki bila učiteljica, pa glejte, in so tako, so z ustnicami zelo intenzivno so okušali namaz, tako. Se pravi, s prsti, pa potem še z jezikom, ustno votlino v celoti kar malo pomažite, ne, oziroma pregrizite, dobro predelajte to vaše živilo, ki ga imate pred sabo.
Zdaj, mogoče bi bilo dobro, tudi, da bi že sproti, ko smo se čez tele čute prebijali, tudi izbirali favorita, se pravi, da bi vsakič se odločili, kaj vam je bilo pa najbolj všeč, katero živilo, in včasih nas lahko kaj tako kar malo preseneti, ne. Smo? Ne, niso še prazni. Če gremo prehitro, povejte, ali pa prepočasi tudi. Aha, nekaj se že nabirajo. Si tukajle. Jabolka vidim, da veliko pridevnikov potegne za sabo. Je kar fino živilo. Mislim, da nam gre kar dobro, da smo kar opismenjeni. Se pa vedno da še izboljšati, ne. Dobro. Vsekakor. No, pa bi zdaj poskusili pa še z zadnjim našim čutom z okusom. Torej, ločimo, vedno smo se v šoli učili 4 glavne osnovne okuse, no zadnjih nekaj let, desetletij govorimo pa še o 5. okusu, to je umami okus, ki pomeni slasten, mesni okus. Tak okus se pojavlja v bistvu pri tak beljakovinski okus je to, torej pri mesni hrani in tudi pri gobah, recimo pri raznih vrstah zelenjave, kot so od brokolija, špinače, paradižnika. Zdaj, če si predstavljate, recimo, da bi kocko jušno raztopili, v vodi, približno tak okus je to, mesni, umami. Poznate ta okus sicer tako? Kakšen komentar? Ne? Ja, je še vedno nov, še vedno nov. Se pa zadnje čase govori še o 6. okusu, da bo tak maščobni okus, ki se ga tudi težko uvrsti kam med teh 5, To so bazični okusi, potem pa bi lahko rekli, vedno se pa priklopi tem bazičnim okusom pa še neki drugi občutki se priklopijo, recimo temperaturni, zato velikokrat lahko potem govorimo še kaj, še o okusu v zvezi z hladnostjo, svežino, potem lahko se priklopijo občutki iz mehanskih čutnic in govorimo potem tudi o kakšnem trpkem okusu, pikantnem. Skratka, okusi sestavljeni, lahko tudi velikokrat jih pravzaprav opisujemo potem z istimi pridevniki, kot opisujemo vonje, tako da bom mogoče se kar vrnila potem s tole prosojnico na vonje, če vam bo lahko kaj pomagalo, pri opisovanju okusov. Skratka, zdajle bi mogoče začeli s temi
tipičnimi 5 okusi, ampak verjetno bo treba potem še malo pobarvati, ne, te občutke okusa, ki jih doživljamo. Bi prosila tako, da vnesete v usta majhno količino hrane, vmes mogoče tudi malo pozabiti splakvati usta in da se zdaj pa res osredotočite najprej na ta prevladujoči okus, potem pa da hrano dobro požurkljate po ustni votlini, jo prežvečite, pomešate z jezikom in da ste zraven zdaj tako celostno pozorni na, se pravi najprej zgolj na okus, ampak potem kasneje pa še enkrat celostno na vse, kar tudi taktilne občutke, na temperaturo, na čvrstost hrane in v bistvu tudi na to, kaj vam bo pustil okus potem, ko boste pogoltnili, ker včasih se ti pravi okus razvije šele, ko rečemo tako, s pookusom. V bistvu se vonjalnik, ko pogoltnemo v zadnjem delu nosne votline, potem pride še vonj, aroma do vonjalnih čutnic in nastane en tak celosten občutek, okošalno-vonjalni. Tako da bi torej zdaj poskušali pa še do teh občutkov okusa priti. Zdaj pa boste tudi pozorni morda na koncu na to, da boste zbrali svoj najljubši okus. Pridevniki, ki jih vidite tukaj, so pa pridevniki, ki jih sicer uporabljamo za vonj, za opis vonja. Vzel knjigo Alzheimer. Jaz imam eno vprašanje, a je dovoljeno, da pišemo pridevnike, kot so presladek, bolj sladek, skratka, da jih med sabo primerjamo. Se je malo težko temu ogniti. Jaz mislim, da lahko. Ja. Dovoljeno je vse. Tem, da vi čim bolj natančno opišete svoj občutek. Zdaj, lahko, da mi kršimo s tem s to vajo tisto, kar bi sicer učili pri predmetu senzorika živil. Torej, mi bomo tukaj, imamo bolj tak pristop. Ključno je, da zdaj se poskusimo opismeniti po domače, toliko, da začnemo malo razmišljati o tem, kaj doživljamo. Ne gre za neko ekspertno presojo. Vidite pa, da ne gre to hitro, Iva že na uro gleda. Bomo poskusili pohteti, Fak ja. Jaz bom pa medtem, ko še okušate, vam pa delila z vami zgodbo. Sama sem bila v restavraciji, kjer je popolna tema. In zdaj sem za vas našla, da taka restauracija obstaja tudi v Ljubljani, to gledam, Anja. In moram reči, da je bila zame nepozabna, vam bom v chatu delila z vami,
ne delam nobene reklame, upam, da bo ta restauracija še delala po zaprtju, ampak zgleda tako, da pustiš telefone zunaj, takrat te pride iskat in greš v prostor, kjer je popolna črna, globoka tema. In ne vidiš ničesar. In te mi takar pelje v skupinci, se drži za rame, do mis in potem cela večerja poteka v tem in moram reči, da smo bili naši družinski člani, smo bili kar na nek način se počutili hendikepirani, ker nam je ta občutek, eno od 5 teh vid nam je bil na nek način odvzet in smo poskušali in okušati in vonjati in moram reči, da vid tako prevladuje pri hrani, da je to bil res neverjetna izkušnja na koncu, razen da smo jedli papriko, kakšen krompir, katero zelenjavo, kaj je bilo za sladico, nič nismo vedeli. Tako da priporočilo, to, kar vam zdaj Anja odpira, to bogastvo teh okusov in okušanja, lahko tudi preizkusite v Ljubljani, če bo še možnost. Ja, fino, Iva, hvala za to dopolnilo. Tudi v tem projektu je bil plan ene delavnice ravno tak, se pravi izvesti v šolski telovadnici z otroki in starši tako okušanje in je res, vid zelo potegne posebej otroke, otroci so, ko nekaj vidijo, ko hrano zagledajo, potem je to. Takega okusa je hrana, kot izgleda, in je v bistvu potem taka vaja zelo, zelo razodevajoča, ker ugotovijo, da vendarle sodeluje še mnogo drugih, čutom. Jaz bi pa tudi eno tako anekdoto lastno povedala, pa malo drugače. Ko sem bila na Japonskem v zvezi z enim projektom, so nam dali tako potem neke take bombonjere, čudovito zapakirane, res lepše ne bi mogli izgledati. No, potem jaz tisto odprem in dam v usta in učinek je bil nemogoč, ker kaj je bilo, v bistvu to niso bili čokoladni bomboni, ampak to so bile neke alge, neke surove ribe skupaj speštane v neko tako gmotico, ki je od odzunaj izgledala kot čudovita bombonjera. In to sem imela tega še več s sabo in sem pol tudi študentom tam na biotehniški sem jim prinesla to za okušati, nekaj takega podobnega, in smo se tako kar lepo zabavali. Super. Upam, da ste uspeli zdaj vse te ocene podeliti. Me bi zanimala zdaj tako, malo celostna izkušnja, mogoče pobarvite ali kakorkoli označite, katero živilo 1, 2 ali 3 zmaga. Pa če bi lahko morda kar takole, bi Eva lahko šli v skupine ali malo skupaj pokomentiramo, kako si predstavljala? Jaz predlagala to morda, ker nas ni več toliko, da kar morda tisti, ki so najbolj hrabri, da morda delijo neka svoje poglede, razmišljanja, pa jasno v smer vprašanje, da bomo videli kaj. Ja, jaz bi hotela, da malo pokomentirate, kaj ste novega spoznali, kaj ste se naučili iz te vaje, je bilo težko, je šlo, vam je bilo zanimivo, predvsem pa se vam je kaj odprlo, nekaj takega, o čemer nikoli do zdaj niste razmišljali, kakšna nova stvar. In hkrati vabim, kdor želi, lahko tudi napiše v chat svoje izkušnje, ponavadi, ko smo v večjih skupinah, smo bolj rajši uporabljamo našo tipkovnico, kot pa naš jezik tukajle, drug pred drugim. To, da malo, predvsem, da naredimo neko tako, na koncu zadnji lok, nekako povzetek, da ga naredimo skupaj, Anja bo dodala potem pa še piko na i. Lahko jaz nekaj rečem, ampak čisto drugačnega vidika. Gospa, oziroma dr. Grumova, je začela z zgodovino psihologije in vse to, kar smo zdaj delali, me je nekako asociiralo pa povleklo nazaj za sam začetek, na Wundta in na percepcijo. Na koncu tudi naš Rostohar se je dosti ukvarjal s čutili in z občutki in je prav zanimivo, ne vem, so zdaj ta Wundtova percepcija zopet vrača med psihologijo s temi bolj natančnimi opisi občutkov in poobčutkov.
Ja, jaz bi rekla, da ja, pravzaprav. Sej, če tako pogledamo Wundtova dela ali pa recimo sploh teh prvih psihologov, recimo William James ali pa kdorkoli pravzaprav, to so take stvari noter predpostavljali, ker ogromna količina teh stvari se je pol dejansko empirično potrdila, ne, tako da gotovo je so te percepcije, ki jih je imel Wundt, se strinjam z vami, profesor, da je to, ja. Bi pa mogoče samo to, ker nisem imela časa kaj več govoriti o teh začetkih psihologije prehrane. Eden prvih psihologov, ki je dobil prav naročilo v bistvu ukvarjati se s psihologijo prehrane, je bil, zdaj me pošlo, taka je teorijo polja postavil. Pomagajte mi, vektorski prostor. Kdo? Levin. Ja, Levin, ja, ta trenutek je šlo. On je bil prvi, je dobil naročilo, v bistvu tako, ker je bilo, pač, ker so bili ljudje zelo neprehranjeni med vojno in tako naprej, in je bil eden prvih, no, ampak ni pol nadaljeval, no, tako. Anja, ti pa lahko komentiraš. Ja, berem zdaj, kaj pišete na chatu. In je zanimivo, ne, velikokrat ugotovimo točno to, ne, ko se takole primerjalno lotimo, ne, posameznih živil, da zmagajo tiste, ki sploh niso bili naši favoriti, ne. Mogoče tudi ne bi bilo v resnici zanimivo primerjati neka živila, ki so naravna, bio pridelana, ne, in z neko varianto, ki je tako industrijsko predelana, pa na hitro dostopna hrana, ne, tako verjetno bi se kar kaj naučilo tem, kaj je zdravo, in znamo opaziti zdravo hrano ločiti od tiste, ki ni najbolj zdrava. Včasih nas resnici stvari presenetijo, recimo mene osebno, ne, jaz velikokrat izdelke iz naše bivše države ugotavljam, koliko so dobri, ne, koliko so v bistvu kvalitetnejši okusi, tako bolj polni in tako, ja, velikokrat kaj odkrijem zanimivega, tako da. Morda še en komentar, ne, vse to, kar zdaj govorimo, je zelo lepo, ne, ampak ne smemo pozabiti, da smo mi starejši, smo gor zrasli in imamo bogato zgodovino. Največ spominov verjetno je pravzaprav vezano na hrano že od prvega dneva rojstva, ne, ko pač smo pri nemaminih prsih, ne, in seveda skozi otroštvo pa zgodnje mladost smo se pač naučili, jedli smo neko hrano. Zdaj moda se menja, znanost se menja, in seveda se mi zdi potem potrebno ne samo poudarjati vse to, kar je novega, ampak na drugi strani verjetno bilo potrebno, kako se odnaučiti ali kako nekako zmanjšati vpliv tiste osebne zgodovine, ki jo nosimo s sabo. En način bi bil, Vojko, da bi v resnici ne vedeli, kakšno ime nosi posamezno živilo, ne. Se pravi, da bi z zavezanimi očmi, ne, vse presojali in na ta način bi se izognili tem predhodnim pričakovanjem ali pa nekim nostalgijam, ne, pri presojanju. Super. Jaz mislim, da smo, Anja, proti koncu, a je tako? Je. Ja, jaz vidim, da si jim odprla skupaj z Darjo, da ste odprli eno čudovito nove polje za eksperimentiranje, včasih v razredu morda tudi za igranje. Morda tudi ideja danes za kakšno uro pouka, ki ga lahko narediš malo bolj enostavnega ali pa malo bolj kompleksnega, odvisno od nivoja učencev ali pa kandidatov ali pa študentov. Tako da jaz bom rekla, dragi moji, hvala dragima kolegicama za tole izvrstno predstavitev, hvala vsem vam za aktivno izkušnjo, za eksperiment, katere vodja je bila uspešno Anja, hvala za vse vaše vpise v Excelovo tabelo in predvsem, kot je rekla Darja, zmerno okušajte, crkljajte se s hrano, ampak ne pretiravajte. Lep večer vsem. In se vidimo ob naslednji noči, ki jo bomo spet vas povabili k sodelovanju. Lep večer.